To je bilo zelo zanimivo, to je mreža 3457 aktivnih Starlink satelitov v tem trenutku. Mene je to v bistvu skoraj sesulo, ko sem to videl, no, ker zdaj ne vem, koliko je to res ali pa ne, ampak dajte to tudi še sami preveriti. Ne? Ampak če pogledamo, kako počasi Elon Musk, pa recimo tale elita za Elonom Muskom gradi nek nov primež, rečemo, nek sistem, ne? Se pravi, da imamo zdaj si predstavljamo recimo s prizme Elona Muska, ne? Da imamo samo vozeča vozila, ki so kontrolirane recimo z mrežo teh satelitov, ki jih vidimo tukaj, ne? Da imamo nek Twitter, na katerega imamo vezano neko digitalno identiteto, ne? Pa da imamo neko aplikacijo kot je Twitter, ki nam lahko omogoča prenos transakcij, ki je suportiran za strani teh vseh satelitov, ki jih tukaj vidimo, ne? Se pravi, da imaš ti dobesedno kontrolo nad samo distribucijo interneta, mobilnosti, transakcij in pa pretoka informacij, ne? Jaz mislim, da so obstoječe elite malenkost zaspale na tem, kaj recimo ti ljudje tukaj razvijajo. Po eni strani mene veseli, da Elon Musk ima tak mindset, kot ga ima, se pravi, da je res prokapitalist, se pravi, da ne kaže tistih nekih znakov nekega ekstremnega socializma ali pa konec koncev tudi fašizma, drugače povedano pod krinko neke demokracije, ne? Ampak vidimo, kakšne močne stvari določene ljudje tukaj razvijajo, ne? In toliko samo v razmislek, no, da vidimo, kako recimo ta podjetja počasi gradijo mozaike, ki lahko konec koncev tudi, ko sem prej govoril o neki tranziciji določenih elit, ne, vidimo, da se paralelno praktično že gradijo neki vzvodi, preko katerih lahko svet gre praktično z danes na jutri na neki nov standard, ne.